Gre za to, da je pač situacija v gradbeništvu izjemno neugodna in da je to prav gotovo imelo tudi vpliv na same pogajalce. Torej, da kratko, če gledamo samo, kaj se dogaja na trgu, torej, v gradbeništvu se je v zadnjih 5 letih pravzaprav ustanovilo cirka 7500 podjetij, kar je več, kot jih danes obstaja. Sprav, dinamika odpiranja in zapiranja podjetij je izjemno visoka. To je panoga, ki ima cirka 55 000 zaposlenih in seveda že sam ta podatek vpliva torej tudi na varnost poslovanja tako podjetij kot zaposlenih v panogi. Zato je namen te pogodbe ta, da v teh razmerah te pogoje čim bolj stabilizira in zagotovi potem tudi izboljšanje situacije za naprej. Gradbeništvo je panoga z enim najnižjih povprečjih plač na Sloveniji, za njo je samo še turizem in to je prav gotovo neugodno izhodišče za karkoli. Istočasno pa je seveda motivacija za to, da se situacija izboljša nujna. Namreč vsi se zavedamo, da na dolgi rok na ta način bo težko privabiti mlade v Sloveniji v ta poklic in tukaj moramo ugotavljati, da je velika razlika med Slovenijo in drugimi tudi sosednjimi državami, kjer ta situacija niti približno ni tako zaskrbljujoča. Namen je seveda, da pogodba poleg tega, da izboljša položaj tako enim kot drugim v poslovanju, za naprej zastavi osnovo, da se bodo dosegali tudi cilji, ki so vezani na splošno izboljšanje položaja v gradbeništvu. Tukaj pa gre predvsem za problematiko javnega naročanja, problematiko socialnega dumpinga in vse, kar je pač vezano tudi za vlogo stroke v gradbeništvu, kjer smo v Sloveniji žal šli tudi na poti, kjer pravzaprav ostajamo v naši bližnji okolici povsem sami. Namreč naša podjetja s težavo prihajajo na tuje trge, tudi zato, ker je naše poslovne okolje za poslovanje gradbenih podjetij tako različno. Moram reči, da već živimo v času, ko je v gradbeništvu precej nepredvidljivih situacij, tako s strani naročanja, predvsem tukaj mislim zakona o javnem naročanju, ki kot veste se zdaj tudi spreminja, kot tudi konkurence v gradbeni dejavnosti. Mislim, da sami gradbinci v Sloveniji še nekako zadeve spremljamo, se nam v zadnjem času pridružujejo tudi, ponudniki iz tujih držav, kot na zadnjih razpisih veste, so to tudi države, naše bivše Jugoslavije, Avstrijci, Mađari že hodijo okoli, Italijani, tako da je tukaj dejansko so se pogoji zaostrili in lahko celo rečem, da pri nam niti nismo bili toliko pripravljeni na to zadevo in enostavno lahko delajo v Sloveniji pod boljšimi pogoji kot pa domači gradbinci. Brez dvoma vodi to tudi do tega, da je prav, da smo to kolektivno pogodbo dobili, le tako pripravljeni, jaz sem tam, da bomo znali kontrolirati in seveda s tem tudi obdržati delovna mesta v Sloveniji, da nam ne bo uhajal kader, tako kot je kolega omenil, v tujino, da bomo znali predvsem ohraniti tudi reference, ki jih imamo v Sloveniji pridobljene za bolj zahtevna dela tako doma, kot tudi v tujini, da kadrom, ki prihajajo iz fakultet, tudi omogočimo, da svoje teoretično znanje dopolnijo tudi s praktičnim in tako postanejo, primerni za gradnjo zahtevnih objektov, tako doma kot v tujini. Le tako, pripravljeni lahko nekako upamo v boljšo prihodnost, tudi v letih suhih krav, kot smo včasih rekli, ki so jih zdaj pravzaprav, ki so naredili v letu 2016 in 2017. In ko je najhuje, je seveda treba stopiti skupaj. In to se tudi
naredili. Mislim, da takih pogodb pravzaprav je težko podpisovati v časih, ko gre nam vsem dobro, v časih, kot je pa ta, pa mislim, da je to skoraj nuja. Razmere v gradbeništvu sta moja predhodnika analizirala oziroma dobro opisala. Predvsem nas gradbince skrbi, kaj bo v naslednjih letih. Kot že rečeno, bo verjetno 2016 in 2017, kot vse kaže, še slabše, kot je bilo v preteklih letih. In to, kot je kolega Žiberna rekel, podpis te pogodbe je en od korakov, ki jih moramo narediti, da bomo nekako prešli čez ti dve težki leti, mogoče celo več, oziroma upamo, da jih bo čim manj, in da bomo nekako preživeli to. Podpis te pogodbe je sigurno pravi korak v to smer in jaz sem danes vesel, da sem lahko sestavni del tega omizja, ki je pač pred 2 leti prekinilo pogodbo in po 2 letih usklajevanja in, kot rečeno, veliko porabljenih ur uspelo sestaviti, pripeljati do te mere, da smo danes lahko podpisali. Tu gre, moramo se v tej priložnosti zahvaliti tudi vsem pogajalcem, ki so zbrali, ki so pač delovali v tem duhu, da smo danes prišli do tega podpisa. Ja, kot sta že moja predhodnika rekla, je situacija v gradbeništvu ta trenutek zelo težka in je podpis te kolektivne pogodbe zelo lepa gesta z obeh strani. Treba je nekako zagotoviti našim zaposlenim v gradbeništvu neke minimalne pravice, ki smo jih za to kolektivno pogodbo tudi dosegli. Najbolj me, recimo, sedaj skrbi izvajanje te kolektivne pogodbe, ker vedno, če bo ta kolektivna pogodba ostala mrtva črka na papirju, ne bo to pomenilo za nobeno strano nič dobrega. Upam in želim si, da bomo to kolektivno pogodbo izvajali, jo nadgrajevali, z tem, tako sta rekla moja predhodnika, tudi zadržali kaj dobrega kadra v Sloveniji, da ne bo ves dober kader pobegnil. Potrebno je graditi na dobri praksi. Če pogledamo čez mejo, tam se neki sklenjeni dogovori spoštujejo, se nadgrajujejo. Meni je zelo žal, recimo, da se je pred 2 leti zgodila ta odpoved. Po eni strani tudi razumem delodajalca, zakaj je bilo to, po drugi strani pa seveda na delodajalski strani je bilo to velik udarec, ker je ravno takrat se končal in projekt Sodiko, ki je nam nakazal, kako po krizi naprej, ampak ne vem, to so pač više sile, trg je res grozen, to izkušamo tudi mi zaposleni vsak dan na svojih plečih, konkurenca je nelojalna, jaz upam, da bo res ta kolektivna pogodba pripomogla tudi nam in pa delodajalcem, da bodo tisto svojo nelojalno konkurenco izločili, to je najbolj odvisno tudi od njih. Mi preprosto rečemo, ne delavci zaposleni v gradbeništvu, da delodajalci, če se poslužujejo teh podjetij, ki so kot nelojalna konkurenca na trgu, s tem ne storijo nič dobrega, ampak samo slabo za celotno panogo. Upam, da se bo to v bodoče spremenilo, tu je tudi bilo tako slišati in take besede. Enkrat, če vse skupaj, jaz si želim, da ta kolektivna pogodba pripelje do nadaljevanja socialnega dialoga, ki bo na višji ravni in bo vseboval neko medsebojno spoštovanje, zaupanje za boljšo bodočnost tega našega gradbeništva in zaposlenih v gradbeništvu. Pogajanja za kolektivno pogodbo so bila dolga, naporna, strokovna in če bi z eno besedo moral opisati ta končni izdelek, bi lahko rekel, da je pogodba uravnotežena. Uravnotežena v okvirih, ki so bili zelo ozki za obe strani in so terjali izjemno veliko količino potrpežljivosti, poznavanja vsebine posameznih institutov v praksi
pa tudi zavedanje, v kakšnem položaju je panoga in kaj lahko naredimo in moramo narediti, da ji pomagamo, da gremo naprej. Pogodba je moderna, izkorišča kar nekaj možnosti, ki jih daje Zakon o delovnih razmerjih, da se stvari uredijo drugače. Verjamemo, da bo v marsičem tudi zgled nadaljnjemu kolektivnemu dogovarjanju v Sloveniji tudi na področju drugih kolektivnih pogodb. Nekatere rešitve, kot na primer recimo postopen prehod na dodatek za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu so nove. Začeli smo z načrtnim urejanjem projektnega dela in mnoge druge stvari. Skratka, en dober napredek in začetek v smislu in cilju, da v nekem srednjeročnem obdobju ambiciozno dosežemo določanje cene dela v panogi, kar je naš skupen interes obeh strani, vendar bo zato potrebno narediti več tudi v dialogu z državo in na nek način uzakoniti kolektivno pogodbo kot tisti element, ki preprečuje socialni dumping vsaj na javnih naročilih. Taka je naša skupna ambicija za v prihodnje. Kot je bilo rečeno, pogodba mislim, da je uravnotežena glede na razmerje, kakšne so. Glede na to, da obe strani pri odločenju niso bile navdušene nad tekstom, na vsebino te pogodbe, smatram pravzaprav, da je to v bistvu nekaj dobrega. Ker nikoli ni dobro, če je ena stran zelo navdušena, pa druga se počuti poražena. Se pravi, da je bila razprava na organih izredno globoka, poglobljena, tehtale so se vse možnosti, no na koncu je pač prevladalo, da je dobro, da se ta pogodba podpiše, da se strani sindikata, pravzaprav v nekem smislu smo uspeli nekako ohraniti tiste pravice delavcev, ki so jih do zdaj imeli. Nekatere stvari še, kot je bilo rečeno, tudi nadgraditi. Mislim, da se stvari spreminjajo, da moramo imeti s nekimi zadevami naprej, v oblikovanju mogoče nekih paritetnih skladov, o postopnih prehodih nekaterih zadev in podobnih stvari, kot so to že povedane. Jaz mislim, da na naši strani se je bila razprava najbolj burna okrog tarifnega dela. Dejstvo je, da so pač sam tarifni del oziroma razvrstitev plač po tarifnih razredih pravzaprav ne odražajo več nekega dejanskega stanja v tej državi. Tukaj je seveda bil učinek minimalne plače, ki je v nekem smislu porušil razmerja med plačami. Tukaj nas v bodočnosti to že praktično jutri čaka napor, da dejansko postavimo ceno za posamezne kvalifikacije, ki bodo odražali tudi neko dejansko stanje. Jaz bi iz tega mesta predvsem pozval državo, gledajte, mi smo v nekem procesu tako imenovanega kvantitativnega sproščanja. Evropska centralna banka vsako mesec odkupi za 60 milijard obveznic, vendar ta politika je v bistvu zaradi tega, ker se ne dviguje povpraševanje po tem denarju na drugi strani, je v bistvu postala, tako rečem, impotentna. Še dodatno tiskanje denarja, zniževanje obrestnih mer še za 0,1 odstotne točke za ležavino denarja pri Evropski centralni banki ne pomaga, ker ni investicij na drugi strani. In to bi bilo, bom rekel, Evropa pa tone v deflacijo in v zelo nizko gospodarsko rast. Zato smo v Sloveniji zdaj, bom rekel, z našo gospodarsko rastjo trenutno bistveno nad Evropo, ampak to je posledica tega, ker je bil tudi padec BDP-ja zelo velik. In mi bi se nekako pozvali državo, da začnemo, ker če se bodo odprle investicije, se bo dvignilo tudi domače povpraševanje. Prebivalstvo v državi ima 16 milijard prehrankov, ki ležijo praktično neuporabljene na nekih računih. Smo najmanj zadolženo prebivalstvo v Evropi in s tem, ko bi se investicije zagnale, bi se predvsem dvignil optimizem, neko dostojanstvo med ljudmi, ki je tudi, mislim, da danes precej načeto in to bi seveda pognalo gospodarsko rast. In to so, bom rekel, relativno enostavni ukrepi, vsi pogoji so dani, kot sem rekel, denarja je dovolj in preveč, poceni je in tukaj je možno, bom rekel, za gospodarsko rast. In tukaj smo seveda gradbeništvo prvo tisto, ki lahko, bom rekel, pokrene ta voz iz mesta. Tako da, kot sem rekel,
Pogodba je odraz nekih realnih možnosti. Jaz se zahvaljujem vsem pogajalcem, da so zdržali, ni bilo vedno lahko, vendar pa mislim, da nismo v pogajanjih nikoli prišli neke meje korektnega dogovarjanja in iskanja rešitev, ne samo problemov. Da problemov je dovolj, da ko najdemo na vsakem koraku, večja težava je najdete rešitve in to nam je v nekem smislu uspelo in kot se rekel, jaz se še enkrat vsem zahvaljujem in za korektno in konstruktivno sodelovanje pri samih pogajanjih. Gre za to, da smo pač s to pogodbo, jaz mislim, nekaj dobrega naredili tako za delodajalce, kot delodajalce, ki so pač vsi nekaj pridobili. Računamo, da bo to tudi povečalo interes članstva v obeh organizacijah. Namreč, mi želimo, da bi ta pogodba dobila tudi razširjeno veljavnost in da bi vstopila v smernice javnega naročanja, ki se zdaj pripravljajo kot dokument, ki ga morajo vsi udeleženci tudi spoštovati. To je dosežen socialni standard v Sloveniji, ki so ga dosegli reprezentativni predstavniki sindikatov in delodajalcev in pričakujemo, da bo to v javnem naročanju dobilo svoje mesto. Je pa drugo dejstvo, v Sloveniji, kot sem povedal, se množično odpirajo in zapirajo gradbena podjetja in tistih, ki je vključenih v sindikate in pa v delodajalske organizacije, je vedno manj. Mi smo nekje zdaj pri številki po 10.000, vse skupaj za gradbeništvo zaposlenih cirka 55.000. Moram reči, da jih velik del dela v podjetjih, ki z gradbeništvom nimajo dosti veze, to so tiste, ki delajo v tujini, ki pravzaprav so posredniki delovne sile, vendar se deklarirajo kot gradbeništvo in to so seveda tudi tisti, ki pravzaprav onemogočajo, da bi lažje prišli do statusa razširjanja veljavnosti kolektivne pogodbe. In na tem segmentu bomo še intenzivno delali, da to državo prepričamo, da pomaga, da se pač socialni standard v Sloveniji v gradbeništvu postavi na nivo, ki bo primerljiv z zahodnoevropskimi državami. To bo omogočilo tudi lažje nastopanje naših podjetij na teh tujih trgih. Namreč nam se dogaja, da so naša podjetja tam neenakopravna položaja, še več, celo stigmatizirana postajajo tudi zaradi slabih praks, ki jih iz Slovenije selimo v tujino. Tako da se bomo skupaj zavzemali, da se te stvari premaknejo. Ena stvar je zahteva za sprejem konvencije Mednarodne organizacije dela številka 94 proti preprečevanju socialnega dumpinga, ki pričakujemo, da jo podpisala tudi Slovenija. To deklaracijo je podpisala Avstrija in pa tudi že mnoge bivše države Jugoslavije, Slovenija žal še ne, kjer se bo tudi sama zavezala oziroma njeni javni naročniki, da bodo spoštovali neke minimalne socialne standarde, ne pa samo to, da bomo imeli vzpostavili napisan, da smo socialna država, praksa pa bo šla povsem v drugo smer. Gradbeništvo je žal en najbolj karikiranih primerov, kako se to dogaja.